Dan. Danes en majčkeno drugačen video o fibromialgiji pa mialgičnem encefalomielitisu. Mislila sem narediti en v bistvu video o tem, a je to o alergijah, intolerancah, o mast cell activation disorder pa takih, ampak potem sem naletela na vaše prispevke o tem, a je fibromialgija fizična ali psihična, in o eni teoriji, ki govori, da je to posledica tega, da smo mi preveč delali, preveč smo se izčrpali. Teorija o izgorelosti, taka, kot sem včeraj govorila, da jo zagovarja povprečna moderna medicina, ki je hipoteza, ni pa to dokazano dejstvo, ne. Zdaj, zakaj jaz mislim, da mialgični encefalomielitis, sindrom kronične utrujenosti, ni psihična bolezen? Prvi razlog je ta, ki sem ga vam včeraj povedala, ne, da imamo mi poškodbe na žilah, da ne prenesemo strupov. Vsak ima drugo bolezen, en ima alergije, intolerance in druge redke bolezni v tej smeri, drug ima pa poškodbe zaradi prestanih virusov, tretji ima pa zaradi telih, kako se reče, evo, fibra mi ne da besede, disavtonomij, a ne, Ehlers-Danlosa in podobnih. To je ena stvar, ker tako kot nekomu, ki ima zlomljeno nogo, ne bi rekli, da mu pomaga, če bo pozitivno mislil, a ne, oziroma, da mu to ne bo zacelilo noge, tako tudi fibromialgikom ne bo to zacelilo noge, a ne. Ker naša zlomljena noga so poškodovane žile in strupi, ki nam po telesu delajo slabo. Še ena stvar je, a ne, vi rečete, jaz sem res toliko delal, jaz sem dejansko bil pod stresom. Jaz sem v življenju se ogromno ukvarjala s tem, da sem ljudem svetovala, ogromno zgodb sem slišala, ogromno sem se poglabljala v to, ogromno sem imela neke komunikacije in tekom let sem ugotovila, da ga ni človeka, ko bi bil tukaj res zadovoljen s sistemom, da bi mu ta sistem ustrezal, da bi bil srečen. Večina žensk je bila vzgojena tako kot jaz ali pa vi, da morajo delati, biti učinkovite, produktivne, še več, tekom let nas je sistem navajal, da moramo, ne samo starši, tudi sistem, a ne, da moramo biti še tekmovalni, delati 3 službe naenkrat, da moramo vse dobro znati, vse v nulo narediti, a ne, in tako naprej. Ampak to smo vse ženske v Sloveniji tako, ali pa bom rekla 90%. Zakaj potem eni zbolijo, drugi pa ne, a ne? To je zdaj vprašanje. Nimamo tudi ne vsi, bom rekla, ljudje, jaz sem ogromno preživela tudi v bolnicah, a ne, in sem srečala veliko ljudi. Predvsem sem bila na kardiološki, tam sem srečala ljudi, ki imajo zelo okvarjeno srce, in oni se nikoli niso spraševali, če je to psihično, a ne, čeprav vi v knjigah lahko preberete, ne vem, da je to srce, da se ne počutiš ljubljenega, ali pa recimo, ne vem, če imaš ti hormonske težave, da je nekaj drugega in tako naprej. Rakavi bolniki nikoli se niso spraševali, a je to psihično prišlo. Zdaj, jaz, ne me narobe razumeti, jaz ne zanikam povezave psihe pa fizičnega telesa. Absolutno. Sam naša moderna znanost jo jemlje kot nekaj slabega, a ne. V starih časih, če si bil bolan, si se pač čistil, bilo je to normalno, a ne. Ko si ti, ko telo pozimi je bilo, ne vem, potrebno neke prenove, se je telo čistilo. Obležal si, vsi so te crkljali, masirali so te, čajčke so ti nosili, juhce in tako naprej. Razumeli so te, za rokco so te držali, a ne. Bom rekla, vsaj mame, otroke, a ne, to je bilo normalno. Otroci so prišli na ta svet je precej krut, a ne, in se je mogel nekako prilagoditi. Kaj pa je z nami odraslimi, a ne? Čisto isto. Takrat, ko se pucaš, zboliš. Zakaj nekdo zdaj zboli, drug pa ne, a ne? Zakaj nekdo dobi, pa je vseeno, ali fibromialgijo, mialgični encefalomielitis, ali dobi, ne vem, raka, ali pa dobi karkoli drugega, multiplo sklerozo, lahko dobi Alzheimerja, nima veze. A to dobi od stresa? A veste, kdaj se bolezni pojavljajo? Takrat, ko ti hočeš izboljšati življenje.
ne samo bolezni, tudi poškodbe, da boste vi živeli zelo v stresu in vam nekaj ful ne bo všeč, a ne? Takrat se bojo začele bolezni. Telo vam bo sporočil vam bo, da ni zadovoljen, da želi nekaj več, da hoče, da ste vi bolj zdravi, da hoče, da nekaj naredite zase, da sporočil vam bo, da vaše življenje ni v skladu z vašo dušo. Bolezni so dobre, sporočajo, da ne delujete v skladu z vašo dušo. Zdaj je pa velik problem, a ne? Zato, ker naša zemlja, naš sistem pa je prilagojen sami tekmovalnosti in borbi in tako naprej. Kdaj ste nazadnje sedeli, tako ko jaz zdajle sedim tlele pred brunarco pa meditirali? Ne dovolite si. Nobena, veste, ne samo fibromialgiki, tudi druge ženske mislijo, ko so doma, da morajo delati. Mogoče kakšno nedeljo si vzamejo fraj, ostalo pa ne. Vaša duša vam sporoča, da nekaj ni v redu. Dolg časa. Vi se slabo počutite. Ampak če vi ne reagirate, vaše telo reče, da ima dovolj. Nekaj naredi, eno okvaro, kjerkoli. Nima veze kje, a ne. Potem, ko imate vi že okvarjeno telo, je pa to težko iti nazaj, a ne. Če vi takoj, ko bi reagirali, ko vam vaša duša reče, da nekaj ni v redu, a ne, pa ne bi na to pristajali, potem bi bilo to kar v redu. Če bi reagirali takrat, ko vam prvič telo odpove, bi bilo tudi kar v redu. A pa vi reagirate. A veste, jaz dobivam poln sporočil od vas in klicev, a ne, kaj naj naredim? Nisem v redu, zdravnik me ne sprejme. Sistem ni v redu, ne poskrbi za nas. Mi moramo sami poskrbeti za sebe. Mi. Fibromialgija, mialgični encefalomielitis sta napredovani bolezni, fizični, tako kot zlom noge. In je treba zdraviti stvari, kar imate poškodovano. Zdaj jaz ne vem, a imate vi alergije, intolerance, kakšne redke bolezni, vaskulitise, kaj imate, kaj je vzrok vaši fibromialgiji. Ampak fibromialgija ima fizično podlago. In veselite se bolezni, ker vedno gre v življenju tako, da vas bo življenje pritiskalo toliko časa, dokler ne boste reagirali. A veste? Takrat, ko boste reagirali, pa boste svoje življenje postavili v prave tirnice, takrat se bojo stvari spremenile. Če bi vi reagirali na svoje življenje takrat, ko vam je vaša duša začela to opozarjati, ne bi do tega prišlo. Tako pa je, ker ste bili preveč potrpežljivi, ker ste bili vzgojeni, da morate. Da je treba se prilagajati, da morate delati, da morate to, da morate ono. Vaša duša je pa kričala, da ne. Ko ste že bili bolani, pa se še vedno niste ustavili. Še danes se ne ustavite. Vsakodnevno mi pišete, da vam ne dajo bolniške. Ampak ne greste nazaj. Še kar mislite, da morate potrpeti. Ni vam treba. Ni vam treba. Morate iti nazaj, morate za sebe poskrbeti. Ker če ne boste v takšni fazi, da ne boste mogli prav čist popolnoma nič, obležali boste. Verjemite mi, govorim iz svojih izkušenj, jaz vam hočem samo dobro. Fibra, mialgični encefalomielitis sta poškodbe žile, ožilja, ne presnavlja vam žila kisika ali pa vam ne odplakne limfa strupov. In zaradi tega vi niste v redu. Zdaj, vzroki so zelo različni, jaz bom o tem delala videe, bom o tem zelo veliko še bolj natančno govorila, zato da boste vedeli, kje iskati, ker bi vam rada pomagala, da bi vi sploh začeli iskati, kaj vam je. Ker je zelo vprašljivo, če vam bo zdravstvo pomagalo, ne ker vam ne bi hoteli, ampak ker ne znajo. Oni so se učili o tem 5 minut, niti toliko ne, v teh redkih boleznih, o katerih bom jaz govorila. Ampak mi vsi imamo eno od teh bolezni. A ne? To so fizične bolezni. To, da ste vi toliko garali, je samo vzrok, zakaj ste jo dobili, ampak ne bo vam jo pa stran dal. Zdaj lahko vi, ko ste že v taki fazi, da imate to bolezen razvito, vse stresorje umaknete. Pa ne boste dober. Boste mogoče boljš, ampak ne boste dober. A ne? Bo treba marsikaj več narediti za to, da boste zdaj dober, ker ste se telo poškodovali. Vsaj po mojih izkušnjah, a ne? To je zdaj moje osebno mnenje. Ampak mislim pa, da si zaslužite najboljš. Ne zaslužite si tega, da vi sebi govorite, da ste krivi, ko ste ne vem kaj delali.
Vi ste krivi samo toliko, da niste za sebe poskrbeli, a ne? Ampak čist nič drugega niste krivi. Bolezen je pa zdaj taka, kot je. Ne morajo vam reči, da če boste vi, ne vem, kaj vse naredili, antidepresive jemali, da boste boljš. Mogoče vas bo manj bolel, nekomu to pomaga, ne vem, ampak ne boste pa čudežno ozdraveli. Ozdraveli pa boste, če boste raziskali, katera podbolezen je podlaga za vašo bolezen, oziroma tudi, če ne boste ozdraveli, si lahko zelo pomagate, a ne? Ampak niso enaka pomagala pri različnih podboleznih, ki jih vi imate in vam jih medicina ni odkrila, niti vam jih ne bo po vsej verjetnosti. 90% ali pa še več je verjetnosti, da če jim ne boste vi namignili, kaj vam je, da vam bojo to odkrili. Ne zato, ker ne bi hoteli, ampak ker ne poznajo stvari. A ne? Tako da si moramo mi pomagati med sabo. Evo, ta zadnje čebelce tle letijo. Jim je toplo, evo. Najbrž hoče povedati, da je dosti za danes. Jutri, kakšen dan se slišimo, vidimo. Lepo bo, te bom več o teh boleznih, ki izvirajo iz alergij in intoleranc. Lepo nedeljo še, kolikor jo je ostalo. Pa.